Zelo me veseli, da lahko danes delim to uro z vami. Poskušala bom na kratko povedati nekaj dejstev in vas prepričati, vsaj upam, da vas bom prepričala, da je spanje pomemben del naše. Okay. Tlele je lestvica Stanfordske univerze in dajte ve same prebrati, pa se določiti, kaj mislite, katera trditev v tem trenutku najboljše opisuje vaše stanje. Prvič, a ste čisto aktivne, se počutite popolnoma budne, drugo, delujem na visokem nivoju, vendar ne popolnoma, lahko se skoncentriram, tretje, sem sproščen, buden, vendar ne popolnoma, ali potem, da ste že lahno zaspane, upočasnjene, izrazito zaspane, skoraj že spite. Same pri sebi si določite, imate, katero številko ste. Če ste bile od 4 naprej, potem je leva slika, ki pokaže aktivnost možganov, če imamo pomanjkanje spanja, če smo zaspani, in desna slika pri zdravem odraslem človeku. Kar pomeni, da tiste, ki ste imeli trditev od 4 in naprej, imate slabši delovni spomin in boste zato težje zdajle funkcionirali oziroma poslušali to predstavitev. Rabimo spati, Vedno je dilema, ko ljudje rečejo, ne spim več enako, kot sem spal pred mnogimi leti, Rad bi spal 10 ur ali pa 9 ur, ker mislim, da je to tisto, kar potrebujem. Mi vedno rečemo, ni tako pomembno, da spimo neko število ur, ki smo si ga vtisnili v spomin že v rani mladosti. Vidite, z leti potrebujemo manj spanja, imamo po tej ameriški klasifikaciji že novo kategorijo starejših od 65 let, pri katerih je tudi 5 do 6 ur spanja lahko še povsem dovolj. Kar pomeni, da smo različni, nekako pri odraslem človeku 7 do 9 ur, lahko pa nekdo z 6 urami normalno funkcionira. In če ob tem nima težav, je to. Zdaj, kako se je razvijalo spanje skozi evolucijo? Vidite, da v bistvu spanje je že pri vinskih mušicah, pri ribah, pri plazilcih poznamo spanje, vendar tisto spanje, ki je najpomembnejše, kjer imamo tudi to globoko spanje, so pa seveda sesalci, človek in tudi pri pticah, In profesor Alan Rechtschaffen, ki je eden izmed prvih somnologov, je rekel, da če spanje ne bi bilo absolutno življenjsko pomembno, potem je to največja napaka, ki se je zgodila kadarkoli v revoluciji. Kako spijo živali? A veste, kako spijo recimo teli flamingi, ptice, delfini? Pol možganov. Pol možganov, bravo, Maja. Zakaj? Morajo plavati ali pa leteti na dolge razdalje, In zaradi tega imajo to krasno možnost, da lahko polovico možganov izklopijo in tista polovica možganov, ki je izklopljena, ravno obratno imamo, se pravi, potem odprto oko, drugo oko je zaprto. Pri flamingih lahko takoj vemo, na kateri nogi stojijo, katera polovica možganov je aktivna. Pri teh pticah selivkah, ki so izredno zanimive, ker letijo preko oceana, letijo v črki V. V črki V ne letijo samo zaradi tega, ker so bolj aerodinamične in zaradi same poti, ampak letijo zaradi tega, ker tiste, ki letijo na desni strani, gledajo z desnim očesom, tiste, ki letijo in spijo z drugo polovico možganov, in tiste, ki letijo po levi strani, ravno obratno. In samo prva ptica, ki je spredaj, gleda z obemi očesi, zato da jih usmerja in je budna z obema hemisferama. In potem se v bistvu te ptice menjavajo z desne, leve strani, tako da so sposobne preleteti te velike razdalje. Zdaj,
pri ljudeh na žalost to ni možno. Jaz vedno študentom rečem, nismo ptice, ne moremo polovico možganov izklopiti, naši možgani so v budnosti vklopljeni, se pravi obe hemisferi. Kje pa se dogaja spanje? Dogaja se v bistvu ta preklop budnosti in spanje se nam zgodi v hipotalamusu, v tem suprakiazmalnem jedru, kjer je v bistvu ta, rečemo, flip-flop sistem, preklop budnosti in spanje. In v spanju niso pomembne samo strukture v možganskem deblu, pomemben je tudi talamus in tudi povezave z korteksom. To bomo še malo bolj natančno pogledali, ne bom šla v detajle, tega vem, da ne rabite vedeti, ampak samo približno, da veste, da imamo, če zelo schematsko povemo, kako je organizirana budnost in spanje, se pravi v budnosti, imamo različne dele možganov aktivne in imamo različne živčne prenašalce, ki so v tem času aktivni. In ta glavna v bistvu sistem te nihajoče gugalnice se zgodi v preklopu oreksina hipokritina. To so neki živčni prenašalci v možganih, ki nam omogočajo, da zaspimo. In ravno te so tudi pomembni, recimo pri različnih boleznih, pri narkolepsiji, kjer jih lahko določamo v likvorju. In potem, ko zaspimo, ponavadi zdrav, odrasel človek vedno zaspi v ne-REM spanje. V ne-REM spanju je glavni prenašalec v možganih GABA, se pravi, vsa klasična uspavala delujejo na ta GABA-A receptor, kjer naredi promocijo samega spanja. Seveda so tudi druge substance v manjši meri takrat aktivne, to je zelo schematska slika, kaj vse pa takrat imamo v bistvu inhibirano. In potem pride do tega REM spanja, ki je zelo aktivno spanje za človeka in tudi za živali lahko zelo nevarno, ker takrat imamo višji nivo simpatičnega živčevja, srčna akcija postane neredna, dihanje postane neredno, nevarno je za možgansko kap, za srčni infarkt in v tem času pa imamo veliko, se pravi, višji nivo acetilholina, glutamata in tudi v bistvu teh melanin koncentrirajočega hormona. Če vas zanima anatomija, se pravi nevroanatomija in predvsem tudi biokemija posameznih faz spanja, vam toplo priporočam članke ali knjige. Članki so veliko tudi prosto dostopni, profesor Lupija, ki ima res zelo nazorne članke z lepimi slikami in zelo razumljive. Vendar stvar ni tako enostavna, tako da imamo v možganih REM nevrone, ki pa so, nekateri morajo biti vključeni in te so predvsem holinergični, in REM off nevroni, ki morajo biti izključeni. To je zelo star model iz leta 1975, ki ga je opisal McCartney, vendar v principu še vedno drži. In problem nastane takrat, ko REM-on nevroni so vključeni, REM-off pa niso izključeni. In takrat pride do teh vedenjske motnje, do teh motoričnih fenomenov v REM fazi spanja. Kako to vidimo pri človeku? Pri človeku predvsem, kar opazujemo in kar so študije pokazale, tudi postmortem pri bolnikih z boleznimi v možganskem deblu, kot recimo multisistemska atrofija, ti bolniki ponoči živijo svoje sanje. V spanju, v REM spanju imamo mi izključeno mišično aktivnost. Edina mišica, ki takrat nam pomaga dihati, je diafragma, pomožne dihalne mišice so izključene in aktivne so zunanje očesne mišice. In zaradi tega lahko premikamo, vidimo to zrkla, ki se premikajo, recimo, kar vidite tudi pri spečih živalih. In če mi
imamo recimo lezijo v tem sublaterodorzalnem jedru, imamo potem porušeno, se pravi, nimamo inhibicije motoričnih nevronov, se pravi, nimamo te neaktivnosti mišic in takrat mi lahko migamo ponoči, recimo to so pacienti, ki ponoči, kot da bi hoteli igrati harmoniko, loviti ribe, lahko pa je seveda tudi bolj nevarno, lahko ob tem se poškodujejo, padejo iz postelje. Zdaj, eno, kot smo rekli, je seveda to suprakiazmalno jedro, kjer se nam naredi v bistvu ta preklop, rekli smo hipokretin, najpomembnejši v bistvu tudi iz budnosti v spanje, poleg GABE. Ampak, če govorimo zelo nasplošno, kako se nam uravnava ritem budnosti in spanja? Leta 2017 so teli trije ameriški znanstveniki dobili Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino, zaradi tega, ker so prvi odkrili cirkadiane gene, clock gene. To so ugotovili že pred mnogimi leti, študije na vinski mušici, ampak kaj so pokazali? Da je pomembno, da v bistvu te geni uravnavajo te naše notranje ritme, kar je pomembno in kar tudi nas najbolj utirja, je ritem svetlobe in teme. Zato je pomembno, da smo čez dan na svetlobi, da se predvsem dopoldan zadržujemo na sončni svetlobi in da zvečer, ko gremo spat, smo bolj v temnem prostoru, nismo na računalniku, nismo na tablici, na telefonu, In tukaj imamo potem povezave direktno na pinealno žlezo, na izločanje melatonina, hkrati so pa vsi te mehanizmi sklopljeni, se pravi, ni samo ritem budnosti in spanja, je ritem nihanja telesne temperature, je ritem nihanja kortizola, melatonina, delitev celic, se pravi, kot smo rekli, avtonomno živčje in to je vse zelo povezano. In če smo, ponoči budni, dežuramo ali se zabavamo celo noč, seveda bomo ta sistem porušili. Zakaj je tako pomembna svetloba? Svetloba je pomembna zaradi tega, ker imamo v očesu, v teh retinalnih ganglijskih celicah, imamo niso, ki so občutljive na svetlobo, je najpomembnejša v bistvu ta občutljivost na modro svetlobo, 430–470 nanometrov in od tukaj imamo povezave, ki gredo naprej preko suprakiazmalnega jedra, preko drugih delov možganov in ki določajo te cirkadiane ritme, določajo ritem budnosti in spanja. Se pravi, da je to izredno pomembno in to recimo vidimo pri osebah, ki so slepe od rojstva ali tudi, če oslepijo kasneje, kako se jim poruši ta ritem budnosti in spanja, ker v bistvu nimajo zaznavanja svetlobe. Zdaj, tole bi moralo biti v bistvu temno, ker se nam, se pravi, suprakiazmalno jedro, pinealna žleza, izločanje melatonina, se pravi hormon, rečemo nekateri tudi hormon teme, samo zaradi tega, ker se izloča ponoči v temi. Če spimo v svetlobi, bomo imeli zavrto izločanje melatonina, obratno imamo takrat, ko imamo visoko vrednost melatonina, nizko vrednost kortizola in seveda nizko vrednost telesne temperature. In če bomo nekaj od tega porušili, recimo za svetlobo ali za neko intenzivno fizično vadbo, recimo pred spanjem, ne bomo imeli tega lepega padca telesne temperature in bomo zopet posredno vplivali na ostalo in bo seveda tudi porušeno naše spanje. Ljudje vedno menijo, da morajo glede spanja biti v nekem srednjem takšnem obdobju, da nekako spijo od 11 do 6, 7, da spijo povprečno 8 ur, vendar ni res. Mi smo lahko zelo različni. In nekateri so ekstremno jutranji tipi in ta razlika je lahko do 4 ure. Nekdo bo bistveno raje šel spat zgodaj zvečer
in zgodaj zjutraj vstal. Nekdo drug pa se bo recimo učil kasneje zvečer in kasneje zjutraj vstal. In to je zopet povezano z temi urnimi geni in seveda z mutacijami pri teh ekstremnih tipih. Zelo zanimive so študije, ki so bile delane na enojajčnih dvojčkih in tam so ugotovili ne samo, da so popolnoma identičen ta kronotip, se pravi cirkadiani tip, tudi sama mikrostruktura spanja je bila pri teh osebah identična. Kdaj je še pomembno, da imamo v življenju v bistvu ta dober ritem budnosti in spanja? Ko recimo potujemo. Če mi potujemo preko časovnih pasov, bomo prišli v drugo časovno cono in bo naše spanje različno. Ne samo, da bo različno, ker bo pač premik te ure, hkrati bomo premaknili tudi ostale funkcije telesa, kot so motorična aktivnost, kot je hranjenje, kot je telesna temperatura. In to je recimo zelo pomembno, s tem smo se ukvarjali recimo, če bi bile letos olimpijske igre v Tokiu, ker težje je potovati na vzhod, zelo pomembno je, koliko časa prej športniki pridejo na tisto destinacijo, da bodo lahko v času tekmovanja imeli optimalne dosežke, optimalno motorično aktivnost, da bodo res lahko dosegli takšne rezultate, kot bi jih v svojem okolju. Če vas to zanima, obstaja ogromno člankov. V Ameriki se posebej s tem ukvarjajo, imajo somnologe, ki svetujejo vrhunskim športnikom. Recimo, veliko se tega izvaja pri košarkaših, pri NBA ligi, ko veste, da imajo tekme na vzhodnem delu Amerike, na zahodnem delu Amerike. In Američani, mislim, to so resni članki, so šli analizirati, koliko je v bistvu košev, kako boljše igrajo. Kje mislite, da jim je lažje? A je lažje tem, ki so na vzhodni obali Amerike, igrati na zahodni obali ali obratno? Se slišimo? Vzhodnim na zahodni. Vzhodnim na zahodni. Zakaj? Ker ste rekli, da je težje potovati na vzhod, kar je obratno, se pravi, te iz zahodne imajo težje na vzhod, ne? Se pravi, če zahodna obala, mislim, te iz zahodne potujejo na vzhod, jim je težje, ne? Je tako? Ja? Okej. Se pravi, mi... Roko na srce, jaz ne vem, kaj je težje. Težje, gledajte, tle imamo sliko, težje gremo na vzhod. Težje mi potujemo na Japonsko, kot potujemo v Ameriko. Če vzamemo od nas, recimo, 7 ur časovne razlike na zahod, recimo, ne vem, koliko je Frankfurt, New York, recimo, povprečju 7 ur, bomo zato potrebovali 7 dni. Se pravi, za vsako uro časovne razlike potrebuje naše telo en dan. Če potujemo na vzhod, potrebujemo dan in pol za eno časovno uro. Se pravi, lažje si podaljšamo dan, kot si ga skrajšamo. To že, ampak ti si nas vprašala prav zelo specifično, kako je z igralci košarke v Združenih državah za tiste 3 ure. Jaz sem poskušala zračunati, kdaj so ponavadi tekme na programu pri njih na televiziji. A veš, mi je vrelo v glavi in nekako sploh nisem, ampak ja, seveda bi lahko, glede na to, da si nas napeljala na to, da je očitno zelo podobno kot pri jetlagu sploh. Seveda so tam manjše... Da je pač bistveno težje za podatke. Tam so manjše razlike, ampak kljub temu je takrat, ko imajo pač čist na koncu v končnici, je problem, ker se potuje zelo hitro. In z tega bi oni želeli, da bi se to tudi recimo spremenilo, ampak zaenkrat mislim, da je to zelo težko izvesti. Ja. Zdaj,
Če me vprašate, se pravi, zakaj spimo, a ne? Mi vedno rečemo somnologi, da tisti, ki bo to 100% odgovoril, bo zagotovo dobil Nobelovo nagrado. Zaenkrat so bile, se pravi, Nobelove nagrade v bistvu za te cirkadiane gene, ampak to je en delček v tem celotnem sklopu, a ne? Eno je, da ponoči se nam izvaja v bistvu sinteza teh prenašalcev, ki je drugačna kot podnevi, imunski procesi, a ne, vemo, da če ne spimo, lažje zbolimo. Termoregulacija je tudi zelo pomembno, ker je vezana na ritem budnosti spanja, izločanje hormonov, potem se pravi konsolidacija spomina, a ne, in ta zadnja odplavljanje degenerativnih substanc. To je ena študija, ki je bila objavljena v Brainu 2017, delana je bila na zdravih odraslih ljudeh. Predhodno so bile te študije že narejene Xi in sodelavci na podganah, a ne, in so bile objavljene v Science že leta 2014-2015. Zakaj gre? Gre za to, da so takrat živali, kasneje pa seveda zdrave odrasle ljudi, ki so privolili za sodelovanje v študiji, smeli so vse etične potrdila, so jih deprivirali globokega spanja. Se pravi, so spali, vendar niso, vsakič, ko so prišli v globoko spanje, so jim ga zmanjšali, a ne, in potem so jih zjutraj punktirali, a ne. In v punkciji zjutraj so ugotovili, da po 24 urah je bila visoka vrednost beta-amiloida, ko so poskus ponavljali en teden, je bila visoka vrednost beta-amiloida in tau, a ne. In iz tega je v bistvu prišla teorija, da se nam te substance izplavljajo iz likvorja. Zato je tukaj ravno različno kot pri demenci, ne, ker če bomo mi to rekli nekomu, ki je dementolog, bo rekel, saj to ne gre skupaj, saj pri demenci je nižji nivo teh substanc, a ne. Ravno zaradi tega, ker tam se nam pa kronično v bistvu nalagajo v možganih, nastajajo ti plaki, a ne. Tukaj je pa v bistvu še dovolj akutno in imamo še zmožnost, da se to izplavlja. In iz tega je teorija, a ne, da če se želimo dobro starati, a ne, je pomembno, da imamo tudi to globoko spanje, ker se nam bodo v bistvu takrat te substance, katerih nalaganje, kopičenje vodi v nevrodegenerativne bolezni, v bistvu kopičilo. Zdaj, jaz imam vedno problem, če imam pred seboj mladostnike, ki seveda želijo spati malo in dobro funkcionirati. Pred nekaj leti so nas klicali iz neke osnovne šole v Ljubljani, kjer so se učenci osnovne šole zadnjega letnika odločili, da bodo prišli v Guinnessovo knjigo rekordov in da ne bodo spali. Ravnateljica je to njihovo veliko akcijo preprečila in potem so nas prosili, da jim nekaj povemo o pomenu spanja. In verjemite, da 14-15-letnim učencem govoriti, da če ne bodo spali, bodo imeli demenco, mislim, da jih to ne zanima, ne. In zato mladim pač smo poskušali povedati, da že po eni sami neprespani noči bodo izgledali slabo, bodo imeli spremenjen apetit, spremenjen občutek sitosti, hitreje bojo posegali po hitri prehrani, dolgoročno bo to vodilo v povečano telesno težo, v metabolni sindrom, spremenjeno bo njihovo funkcioniranje v smislu kognitivnih funkcij, težje bodo seveda si zapomnili informacije, ki so se jih naučili, težje bojo funkcionirali, se pravi, slabši bodo rezultati v šoli. In jih poskušamo, se mi zdi zelo pomembno, da se že mladi zavedajo, da je spanje, ne seveda to, da cel dan ležijo v postelji in spijo, ampak da je ponoči spanje pomembno zato, da lahko dobro funkcionirajo podnevi. Še vedno je v Guinnessovi knjigi rekordov Randy Gardner tisti, ki je zmagovalec iz leta 1964. On je bil takrat 17-letni študent v San Diegu, DJ, ki se je odločil, da ne bo spal.
in je to objavil na vseh lokalnih radijih. Izvedeli so to tudi na Stanfordu. Prišli so potem, ko je on 11 dni vrtel glasbo, ni šel spat, in potem so mu nalepili elektrode na glavo, na skalp in ostale funkcije spremljali. In koliko časa mislite, da je spal potem, ko je šel spat po 11 dneh? Ja? Ima kakšna idejo? 12 ur. Ja, zelo blizu ste, super, 14 ur je spal. 14 ur je spal, naslednji dan tudi če nekaj dlje, vendar ne bistveno. Imel pa je hude težave z razpoloženjem, koncentracijo, fina motorika, privide, prisluhe je imel. Tako da predvsem te funkcije so bile zelo motene, kasneje postopno pa se je seveda to v naslednjih dneh izboljšalo. Boljših študij z dolgoročno deprivacijo nimamo, zaradi tega, ker mislim, da je tudi to etično sporno. Vendar, na žalost, živimo v svetu, kjer smo pogosto podvrženi pomanjkanju spanja. V današnjem svetu veliko ljudi dela ponoči, dela v turnusnem delu in dolgoročno pomanjkanje vodi, kot smo rekli, spanja v te cirkadiane motnje spanja, vodi potem v povečano pojavnost karcinomov, bomo potem pogledali, katere, kardiovaskularne bolezni in seveda tudi večjo možnost ne samo za srčni infarkt, za arterijsko hipertenzijo, ampak tudi za možganske kapi. In absolutno, ne nazadnje tudi za mentalno zdravje. Mi se vedno sprašujemo, kaj je prej, a je prej depresija, ali je motnja spanja, ali nespečnost vodi v depresijo, tu je v bistvu vse zelo povezano. Če pogledamo zdaj samo nevrokognitivne posledice pomanjkanja spanja, že sami vemo, če ne spimo, smo bolj razdražljivi, čustveno labilni smo, občutek imamo, kot da smo utrujeni, lahko nas nekaj boli, ta prag za bolečino se nam zniža. Manj smo pozorni, včasih osebe mislijo, imam slabši spomin, ne. Najprej spomin pride v bistvu šele kasneje, ampak prvo je koncentracija, pozornost, težje se recimo odločimo, več časa porabimo za reševanje nekih problemov, ki so nam bili recimo prej lahko zelo enostavni. Kar pogosto vidimo pri mladih, so vedenjske motnje. Krasne študije so bile delane, če pogledate za lansko leto, predlansko leto v Ameriki, ko so želeli Američani spremeniti, da bi se šole začele prej zjutraj. In so ugotovili, da so z prejšnjim prebujanjem in z zgodnjim začetkom šole so bili ameriški otroci, pa ne samo ameriški, podobno so bile študije delane tudi v Singapurju, v Kanadi, so bili bolj debeli, so bili bolj hiperaktivni, več je bilo agresivnega vedenja, več je bilo prometnih nesreč pri mladih. Kasneje, ko so v Kaliforniji lansko leto uzakonili, da se šola ne sme začeti pred 8 uro oziroma high school pred 9 uro, so že prihajajo ven študije, kako se je to v bistvu že izboljšalo. In hkrati s tem se tudi v bistvu na to navezujejo te somnologi, ki se ukvarjajo z mladimi, da ravno to pomanjkanje spanja in slabše funkcioniranje čez dan vodi tudi v povečano seganje po raznih psihostimulansih in drugih substancah. Rekli smo, da če ne spimo, smo dolgoročno bolj debeli. Zakaj gre? Ko ne spimo, se nam spremeni izločanje kortizola, grelina in leptina. In po noči, recimo, ne vem, pri nas v dežurstvu, po noči postaneš lačen, večji apetit imaš,
In največkrat se seveda ponoči ali pa recimo v raznih drugih tovarnah ali kjerkoli, ne je neke zdrave hrane, ampak se posega po neki hitri prehrani in hkrati pa ni, ko se človek naje in če bi spal normalno in jedel čez dan, bi imel občutek sitosti, ki zdaj nima, zato ker je nižji nivo leptina in seveda smo potem v začaranem krogu, da jemo še več in seveda dolgoročni učinek je metabolni sindrom. Gledane so bile študije zelo lepe, če vas tudi zanima, recimo kako nočno delo, 8-urno, 12-urno delo, se je pokazalo, da tisti, ki delajo v ruskem turnusu, se pravi 12 ur, in seveda tudi 12 ur po noči, je večja obremenitev za telo in večja možnost metabolnega sindroma. Zdaj, eno je, da so te stvari recimo pomembne, drugo pa je, kako se mi zdaj s tem ukvarjamo, se pravi, kako bomo v kliniki spremljali nekoga. Nekdo pride v ambulanto in reče, nič ne spim, ali mi zdaj pacientu verjamemo, ali si želimo to v bistvu nekako preveriti. Mi vedno želimo tam, kjer imamo jasno vprašanje, da iščemo nek etiološki vzrok teh težav, bomo snemali možgansko aktivnost. Se pravi, bomo objektivno spremljali spanje in to delamo z metodo polisomnografije, se pravi, več različnih fizioloških parametrov spremljamo hkrati, spremljamo možgansko aktivnost z elektroencefalografijo, spremljamo elektrookulografijo, to so ti gibe zrkel, spremljamo EMG mišic brade, da določamo, kdaj je v mišični hipotoniji, in potem spremljamo saturacijo, se pravi zasičenost s kisikom, merimo dihanje skozi nos, usta, gibe prsnega koša, lahko merimo tudi EMG, površinski EMG tibialnih mišic, EKG, za različne motnje srčnega ritma. Pacienta spremljamo ponoči z videom, z infrardečo kamero, z mikrofonom, potem pa lahko merimo seveda več kanalov, 32 ali več kanalov EMG-ja, tudi recimo CO2 lahko spremljamo. In dobimo nek tak zapis, to je recimo ena stran takega zapisa, to je v budnost, nekako gre v uspavanje, čeprav še ni. Tole so gibi zrkala, vidite, in tole so taka počasna, plavajoča zrkla, tisto preden se uspavamo, ko nam učke že nekoliko se zapirajo, in tipično, jaz vedno rečem, ko recimo poslušamo neko predavanje, se nam bojo vedno zapirale obe očesi, in to je tudi to, kar smo rekli od začetku, nismo delfini, ker tam bi bila enostranska ptoza, tega pri človeku ni pred uspavanjem. In tole mišična aktivnost, kar je modro, so desna hemisfera, kar je rjavo, je leva, spremljamo nad frontalnimi, centralnimi, occipitalnimi odvodi, dihanje, snoring senzor, položaj telesa, EKG in gibe nog. In to je recimo ena taka budnost. Potem imamo prve faze, nimam, druga faza spanja, ki jo je največ, nekako 50%, in gledamo to mikrostrukturo spanja, tole so tele krtačke, so vretena spanja, spindli, ki nam poglabljajo spanje, in recimo K-kompleksi, ki nas nekako prebujajo. Če bomo imeli recimo v sobi, da bo nek zvok iz okolice, bo tak človek, če se ne bo prebudil, imel najprej K-kompleks. Vretena spanja so pa tista, ki nam res poglabljajo spanje. Recimo uspavala deluje na to, da imamo več vreten spanja. In potem pridemo v to globoko spanje, to je spanje počasnih valov, pod 4 Hz, za visoko amplitudo nad 75 mikrovoltov, in to je tisto, ki smo rekli, da je najbolj pomembno in nas najbolj v bistvu tudi ščiti pred staranjem možganov. In potem pridemo v REM, ki je v bistvu zelo podoben budnosti, s tem, da tukaj imamo, vidite, to gre narazen, to so ti hitri gibi zrkel, mišična atonija, tole so eni taki tipični žagasti valovi in v tem, to je tista faza, ki je nekako nevarna, v kateri lahko pride predvsem do kakšnih motenj srčnega ritma.
Zdaj, če pogledamo še majčkeno patologijo, kaj pa so motnje spanja? Zdaj, najpogosteje v splošni populaciji so razne oblike nespečnosti, potem imamo pogosto motnje dihanja vezane na spanje, hipersomnije, se pravi prekomerna dnevna zaspanost, predvsem nas zanimajo te centralnega vzroka, motnje spanja navezane na cirkadiane ritme, parasomnije, parasomnost, vse, kar se dogaja med spanjem, motorična aktivnost, druge motnje gibanja, izolirani simptomi in ostale motnje. 20 kategorij imamo, jaz bom zelo na kratko in parih pokazala. Zdaj, bolnik za kronično nespečnostjo, če se vprašamo, vsak od nas ima akutno nespečnost pred nekim stresnim dogodkom, pred nekim izpitom, ob neki bolezni, vendar to ni nič hudega, Tako kot je recimo Randy Gardner še 11-dnevno uspel dosti dobro skompenzirati, verjemite, da tudi naše telo kakšno noč slabega spanja lahko hitro nadoknadi. Problem je, kadar to postane kronično. In sicer vedno nekako vprašamo pacienta, kater del noči je problem. Ali je problem potem, ko ugasne luč, da dolgo ne morejo zaspati, ali zaspi hitro, pa se po noči pogosto prebuja, ali gre za neko zgodnje jutranje prebujanje. Te težave z uspavanjem so lahko neka anksioznost ob uspavanju, nek strah, sindrom nemirnih nog, nočna prebujanja, pogosto vezana na bolečino, na recimo težave s prostato, pogosto uriniranje in ta zgodnja jutranja prebujanja pogosto znak recimo neke prikrite depresije. Ob tem, ko pacient ima te težave, mora vedno imeti vsaj eno izmed težav tudi podnevi. Se pravi, da ima težave s pozornostjo, da ima, jutranje glavobole, da ima povečano zaspanost in seveda to, kar se bojimo, je predvsem napake na delovnem mestu, recimo za strojem v tovarni in pa prometne nesreče. In kronična nespečnost je takrat, kadar so težave prisotne vsaj 3-krat na teden, vsaj 3 mesece, in ne moramo jo razložiti za neko drugo motnjo spanja ali pa za neko drugo, zaradi, jemanja nekih zdravil, recimo kortikosteroidov ali pa kakšnih drugih substanc, ki nam bodo dolgoročno tudi spremenile spanje. Zdaj, če me vprašate, kako je v Sloveniji, mi nekih velikih epidemioloških študij nimamo. Tale študija je bila narejena prek NIJZ-ja, CINDI leta 2017, gledali so, koliko ljudi v Sloveniji jemlje uspavala. Ne bi zdaj šli po regijah, ker to tudi ni pomembno, ampak če rečemo skoraj do 8,5%, od 5,5%, 4%, ljudi je v zadnjem tednu jemalo uspavalo, kar je v bistvu zelo slabo. In uspavala so v Sloveniji na prvem mestu predpisovanih zdravil za centralno živčevje. Se pravi, zelo, zelo hitro posežemo po uspavalih. Kar ni najboljše, Mi vedno rečemo pacientom, dajmo se najprej držati teh osnovnih navodil budnosti in spanja, dobre higiene, ki so takšne, da če ne moremo spati, vstanimo, delajmo nekaj, kar nas sprošča, vrnimo se v posteljo, ko smo zaspani, bodimo fizično aktivni čez dan, ne se zvečer zadrževati na močni svetlobi, predvsem na modri svetlobi, ne zvečer imeti glavnega obroka, ne zvečer kaditi, ker nikotin preko adenozinskih receptorjev nas prebuja, ne zvečer piti velike količine tekočine, ker poln mehur nas bo seveda tudi prebujal ponoči in predvsem ne nositi problemov v spalnico. Mi smo v letu 2017 objavili evropske smernice za diagnozo in v bistvu zdravljenje kronične nespečnosti. In kar je pomembno, je to, da po smernicah seveda iščemo vzroke, ampak če nimamo nekega etiološkega vzroka, nemirne noge, motnja dihanja, nekaj takšnega, če gre za to kronično psihofiziološko nespečnost, je kognitivna vedenjska terapija, terapija prvega izbora, tako za primarno kot tudi za sekundarno. Problem pri nas je, da nimamo dovolj kliničnih psihologov, da niso dovolj
da so težko dosegljivi in da se v bistvu predhodno poslužujemo uspaval, kar pa vemo in so krasne študije, da na dolgi rok nimajo tako dobrih učinkov. Druga motnja spanja. Ja? Eno vprašanje bi bila, če nam lahko pojasniš razliko med primarno in sekundarno nespečnostjo, ker si to omenila, ampak primarna nespečnost je recimo kronična psihofiziološka, se pravi, nimamo nekega drugega vzroka. Sekundarna nespečnost je lahko povzročena recimo zaradi neke druge bolezni, kot je recimo depresija in hkrati, se pravi, mi zdravimo depresijo, se pravi, nimamo več depresivnih simptomov, nespečnost pa ostane. Motnje dihanja v spanju pogoste, predvsem pri odraslih, debelih moških. Zakaj več pri moških? Ker se jim maščevje nalaga drugače kot ženskam, in imamo predvsem maščevje ne le v vratu zunaj, ampak tudi v notranjosti in v bistvu pride do te zapore v zgornjih dihalih. Najprej imamo tole, tu je jeziček, uvula, in plapolanje te uvule je smrčanje. Smrčanje, rečemo, je lepotna zadeva, več je smrčanja, ko ležimo na hrbtu zaradi gravitacije, več je smrčanja, če popijemo kakšno žgano pijačo zvečer zaradi miorelaksantnega učinka na mišico, medtem ko pa ob tem smrčanju pride do zapore, da prenehamo dihati, da se tukaj dihalna pot zapre, pa govorimo o teh motnjah, obstruktivnih motnjah dihanja. Kar lahko zelo hitro vidimo že, ko človeku pogledamo v usta, in vidimo, tukaj je zelo malo prostora, tukaj ga praktično ni, tako bo zagotovo imel motnjo dihanja v spanju. Mi smo pred leti delali eno študijo, da smo takšne bolnike spravili v magnet in smo gledali v bistvu stanje možganov in v bistvu tudi to dinamično komponento, kako se med dihanjem, se pravi, spali so v magnetu in vidite, tlele je čista zapora, tu je jezik, genioglosus, glavna mišica jezika, uvula, vidite, kako se nam prelima na zadnjo steno žrela in v bistvu tukaj nimamo prehoda zraka, tu črno je zraka, ga ni, se pravi, in tu je v bistvu ta zapora. In kako mi to ponoči snemamo? To imamo zdaj različne metode, to je podobno, kot sem vam prej kazala z EEG-jem, ne se ustrašiti, tu je drug prelet, tukaj je prelet bistveno hitrejši in tole modro je, vidite, tukaj le zasmrči, 1, 2, 3-krat vdihne in neha dihati. In ta pavza je dolga minuto in pol, in potem se na srečo prebudi in zadiha, zasmrči in potem zopet naprej. To je polisomnografija. Lahko delamo poligrafijo, kjer pa ne snemamo možganske aktivnosti, kot ena triažna metoda, gledamo samo smrčanje, prehod zraka skozi nos in usta, gibe toraksa in zasičenost kisika v krvi. In vidite, tukaj ne smrči, ima pavzo, spet dolga pavza, kisik pade, vedno nam to zakasni, kar vidimo v krvi, in spet 1, 2, 3, 4, 5 vdihov, neha dihati, vdihne, vidite, in tak človek, če bi celo noč pogledali, večji del noči ne diha, kot diha, in zato so zjutraj utrujeni, imajo visok CO2, imajo jutranje glavobole in so čez dan zaspani. Lahko imamo pa drugačno motnjo dihanja, tukaj, vidite, tele vijolične, pa tudi tukajle nimamo gibov prsnega koša, kot so tukajle, ampak je tudi tukaj v bistvu črta. Govorimo o teh centralni motnji dihanja, ki je lahko recimo zaradi kardiološkega vzroka oziroma zaradi vzroka v možganskem deblu, se pravi, recimo mi pogosto to vidimo pri akutni možganski kapi v deblu, lahko zelo nevarno, tako da mi spremljamo te bolnike že v intenzivni enoti, zaradi tega, da ne bi prišlo v bistvu do odpovedi, do zastoja dihanja. Ampak najpogostejše so te obstruktivne apneje, ki so tipične, pri moških, pri večjem obsegu vratu, pri starejših,
pri višjem indeksu telesne mase, hipertenzija in seveda anamneza smrčanja. Na temule vprašalniku, to je Stop-Bangov vprašalnik, potrebujemo samo 3 pozitivne točke, da imamo v bistvu že verjetnost, a ne, čim jih imamo 5 ali več, je to že visoka verjetnost. Drugo, kar je, in kar se seveda tudi bojimo pri takšnih bolnikih, je, da so prekomerno zaspani, ne. In mi imamo zdaj nov pravilnik, ki je urejen v skladu z evropsko direktivo, da bolniki z motnjami dihanja v spanju niso sposobni za neomejeno vožnjo motornih vozil. Tako da po novem se s tem ukvarjajo medicinci dela prometa in športa, delajo razne te vprašalnike in če imajo pacienti sum oziroma vozniki sum na motnje dihanja v spanju in če na tem vprašalniku dosežejo 15 točk, se pravi, vprašamo jih v različnih situacijah, kakšna je verjetnost, da boste zaspali. Med branjem CD, med gledanjem televizije in se točkuje majhna verjetnost, srednja, velika. Če bo skupaj seštevek vseh teh točk več kot 15, se takoj odvzame vozniško dovoljenje. Če je več kot 10, je že velika verjetnost, da gre za prekomerno dnevno zaspanost, vendar pri nas takrat seveda sprožimo nadaljnjo diagnostiko, ne odvzamemo pa vozniškega dovoljenja. Zato, ker zakaj je to pomembno? Ker vemo, da je večina prometnih nesreč, predvsem na avtocestah, zaradi prekomerne dnevne zaspanosti. In te bolniki imajo do 7-krat večje tveganje, da bodo zaspali za volanom. Kako jih zdravimo? Zdravimo jih z aparatom, CPAP, Continuous Positive Airway Pressure Therapy, a ne, ki nam vpihuje navaden soben zrak, ne kisika, oni ne rabijo kisika, oni rabijo samo pod pritiskom, da jim vpihuje aparat zrak, da bo ravno zaradi tega pritiska se odprla ta ožina, a ne, in da bo v bistvu prehod zraka, da ne bo teh pavz dihanja, da seveda zaradi tega bodo možgani dobili dovolj kisika. Aparat morajo uporabljati vsako noč, vsaj 5 ur na noč, da je učinek naslednji dan. In mi te paciente spremljamo, imamo takšne pametne kartice v teh aparatih, ki jih prinesejo nazaj, in če ga uporablja, se seveda to na kartici vidi in potem se dogovarjamo naprej glede zmožnosti vožnje. Tole so pa eni zelo luštni psi od profesor Dementa, tudi iz Stanforda, in tale njegov kužek, ne vem, katera pasma je zagledal eno dobro hrano. In pa se je tako razveselil, da, vidite, mu je popustila mišična aktivnost, je pa pri zavesti. In podobno so teli dobermani tudi zagledali eno dobro hrano in so v bistvu dobili kataplektičen napad. Se pravi, na neko veselje se je zgodila, se pravi, mišična hipotonija. Zakaj gre? Prej smo govorili, da v samem REM spanju imamo mišice manj aktivne in lahko dihamo, pa imamo očesne gibe. Podobno se zgodi pri narkolepsiji, kjer imamo pa direktno uspavanje v REM, ne? In ta katapleksija je ravno to, kar se nam zgodi v budnosti. Vedno gre za nek čustven dogodek, neko veselje, neko jezo, nek strah, recimo. In od tukaj se nam v bistvu potem aktivirajo REM-on nevroni, a ne, in navzdol potem pride do inhibicije motoričnih nevronov. In odvisno, v katerem nivoju se to zgodi, ali takšni osebi padejo stvari iz rok, ali takšna oseba, recimo, se ji povesi glava, pride do ptoze, se ne more smejati, recimo tipično bolnik, ki ima dobre karte, a ne, in veste, ta nikoli ne bo zmagal v kartah, ker vsakič, ko ima dobre karte, se tako razveseli, da se vidi na njegovem obrazu, da mu karte padejo iz rok. Potem recimo spomnim se enega našega bolnika, ki je bil strasten gobar, vsakič, ko je videl jurčka, je imel kataplektičen napad, a ne, in je seveda tudi lahko padel po tleh. Ne vem, če poznate narkolepsijo, pred leti sta bila 2 filma Gremo mi po svoje in ena izmed junakinj v tem filmu je povedala,
imam narkolepsijo, težko mi je, če se zaljubim, ne znam skriti svojih čustev, izgubim mišično aktivnost, vendar to ni epileptičen napad, v redu sem, lahko bom živela s tem in mi smo po tem filmu, se je nam skrajšal čas, predhodno smo imeli čas od prvega simptoma narkolepsije do postavitve diagnoze v Sloveniji 17 let, kar je grozljivo. Po tem filmu se nam je skrajšal na 2 leti. Dobili smo veliko mladih, ki so se prepoznali, ki so predhodno prišli in smo jih diagnosticirali. Zakaj gre? Gre za v bistvu simptome hude zaspanosti. Take osebe zaspijo kjerkoli, kadarkoli. Zaspi med hojo čez prehod za pešce, zaspi med hranjenjem, pade mu glava v krožnik, zaspi seveda pri pouku, kjerkoli. To spanje je kratko in po njem se počuti zelo dobro. Imamo te kataplektične napade, se pravi izgubo mišičnega tonusa na čustvene dogodke, in potem, ker direktno zaspijo v REM, imajo zvečer tudi ene take grozne privide, prisluhe, ob tem pa paralizo, ker je v bistvu to REM, ne morajo se premikati. Določamo tako, da jih punktiramo, v likvorju vidimo, da je hipokretin zelo nizek ali odsoten, potem jih snemamo tudi preko dneva in jih lahko v bistvu tudi uspešno zdravimo. Seveda takšne osebe ne bodo, piloti, ne bodo profesionalni vozniki, ampak bodo pa lahko v bistvu normalno delali nek 8-urni delavnik z zdravili, lahko celo vozijo avto na omejene razdalje in podnevi. Drugo, kar smo rekli, so seveda nočno in izmensko delo. 20% ljudi dela v nočnem izmenskem delu, v Ameriki še bistveno več in pogosto navajajo hude težave z spanjem in z budnostjo. Tole je zelo luškan model profesor Borbelija iz Züricha, ko mi lahko napovemo, kako bomo funkcionirali. Se pravi, eno je cirkadiani proces, ta zelen, ko smo rekli, da nam niha budnost in spanje v ciklu teh 24 ur, smo budni, zaspimo, smo budni, zaspimo. Drugo je pa homeostatski proces, kar je pa zelo pomembno, da smo mi čez dan budni in potem bomo zvečer lažje zaspali in bosta te dva procesa sklopljena. Če bomo mi cel dan ležali v postelji, bomo seveda že tukaj spali in bomo porušili to dobro nočno spanje. Če imamo nekoga, ki dela v 12-urnem delavniku ali v nočnem delu, bomo iz tega lahko izračunali, kdaj bo takšna oseba najbolj budna in kdaj bo dobro funkcionirala, oziroma kdaj je nevarna. To recimo uporabljajo nekatere letalske družbe, kjer letajo preko časovnih pasov, da se v bistvu izognejo tej utrujenosti oziroma zaspanosti pilotov. Kar mi vidimo, je pogosto na žalost spremembe, ki jih te osebe imajo, ko se že nekaj zgodi. Tole je bil en naš študent, ki je delal v eni izmed igralnic v Novi Gorici in imel je to je samo urnik, to so dnevi v mesecu, to so ure in kdaj je delal in kdaj je spal. Vidite, tukaj je delal celo noč, spat je šel ob 8, zjutraj spal do 3, tukaj je v bistvu, očitno v igralnici ni bilo ljudi, šel lahko že prej domov, popolnoma nereden ritem budnosti in spanja, zgodila se je huda prometna nesreča, ko se je vozil domov. Seveda, če bi imel nek drugačen ritem spanja, lahko to spremenili. Podobno poznamo tudi v svetu. Ameriški kontrolorji letenja so pred 5 ali 6 leti, ne vem točno, imeli velik problem, ker se je zgodilo na več manjših letališčih v Ameriki, da niso dali signala letalom, da bi lahko pristala. Zaradi tega, ker je kontrolor letenja spal. In potem so najprej obtožili njih, na kar so oni rekli, ja, ampak mi delamo preko
svojih izmen, delamo dlje časa in seveda smo lahko tudi zaspani. In zaradi varnosti so spremenili, koliko ljudi mora biti v službi, koliko jih v bistvu mora biti na delovnem mestu, zaradi tega, če nekdo zboli ali če so dopusti. Podobno je bilo recimo v ameriški vojski. Mnoga leta nazaj so predvsem ameriške marince kot elitne vojake ameriške vojske trenirali tako, da so bili sprejeti med marince, če so bili sposobni dolgotrajne deprivacije spanja. Na kar je v bistvu prišel ta glavni poveljnik marincev pred nekaj leti, je postal človek, ki je predhodno delal v ameriških nuklearkah in je rekel, ne, mi pa vemo iz Černobila, da to ni dobro in v bistvu ni, da bodo naši vojaki dobro funkcionirali, če ne bodo spali, tako da so v bistvu dali več poudarka na spanje. Veliko je teh člankov v bistvu ameriških vojakov in spremenjenega urjenja. Zakaj? Zato, ker vemo, če dolgo časa ne bomo spali, pa ali je to izmensko delo, ali je to vojska, bomo imeli težave. In predvsem, kar je, vemo, da bo večja pojavnost depresije, večja pojavnost karcinomov, karcinom debelega črevesa pri obeh spolih, karcinom dojke pri ženskah, karcinom prostate pri moških, kardiovaskularne bolezni, metabolni sindrom, skrajšano preživetje. Študija je bila objavljena že leta 2007 od WHO-ja in potem so jo leta 2018 ponovili, in so ponovno ugotovili, da je zadeva enaka in da je v bistvu res pereča. Tako da so v bistvu zdaj tudi vprašanje, ali bi se letno nočno delo uvrstilo kot rizični dejavnik, se pravi, kot da je bolezen, poklicna bolezen, recimo karcinom dojke. Ženske z karcinomom dojke, ki so delale več kot 20 let v nočnih izmenah, na Finskem recimo dobijo odškodnino od države. To je pa primer, kako spremljamo take bolnike oziroma osebe. Pri njih ne rabimo spremljati možganske aktivnosti, lahko spremljamo samo to aktivnost, ki jo merimo z takšnim aktimetrom, ki spremlja aktivnost, hkrati pa imamo noter tudi luksmeter, kar pomeni, da nam gleda tudi osvetljenost v prostoru, tudi različne spektre in vidimo nekdo, ki dela po noči, to je ob 12, ob 8, polnoči in ob 6 in vidite, se pravi popoldansko, nočno delo in v bistvu spanje preko dneva. Vidite tele drobne črtice, prekinjeno, nikoli, če delamo po noči in spimo čez dan, ne bomo spali enako dobro, kot bi spali po noči. Rizik za nesreče na delu je 3-krat večji, rizik za razvoj karcinoma dojke je 10-krat večji. Tako da je v bistvu to zelo pomemben dejavnik, o katerem mislim, da je pomembno govoriti, recimo mladim dekletom, ki se odločijo za poklic medicinske sestre, je morda dobro povedati to prej, da če imajo kakršnokoli družinsko obremenjenost s tem, da je to lahko za njih zelo nevarno. Drugo je seveda vse prometne nesreče, ki se dogajajo. Moja profesionalna napaka je v bistvu v tem, da kadar se usedem v neko prevozno sredstvo, taksi, GoOpti ali karkoli, pa vprašam voznika, kako je, in včasih so zelo neprespani, vozijo preko delovnega časa. Mi smo delali pred leti eno študijo na ljubljanskem potniškem prometu in od teh profesionalnih voznikov smo jih dobili 30%, ki so bili tako hudo zaspani, imeli tudi motnje dihanja v spanju, da ni bilo združljivo z vožnjo. Seveda pa Kovačeva kobila je vedno bosa, tudi v zdravstvu, zaradi pomanjkanja kadra, delamo po noči, smo dežurni in gremo naslednji dan v službo, kar definitivno ni dobro. Študije so pokazale, da če smo mi neprekinjeno budni 24 ur,
bomo delali napake pri vožnji. To so napake, ki se gledajo na tem simulatorju vožnje, podobne nekom, ki ima stopnjo alkohola v krvi 1 gram na liter. In 20% prometnih nesreč, predvsem teh na avtocestah, je posledica prekomerne zaspanosti. Tole je pa primer enega našega študenta, ki je prišel zato, ker zdaj rabi podaljšanje statusa, ker se ne more vpisati, ker je nespeč. Pa mi vi povejte, a kaj vidite z tega? Se pravi, imamo aktimetrijo, motorično aktivnost, ni zelo veliko aktiven, tole je ob 8, 6 in tukajle, vidite, ni aktivnosti, tukajle spi. Kaj bi temu fantu svetovali? Tele modre črtice, a vam tole kaj pomeni? Se slišimo? Jaz mislim, da se slišimo, mogoče ne upamo. Okej. Modra svetloba. Modra svetloba. Ta fant je, poglejte, recimo tukajle od 9 zvečer pa do 3 zjutraj na telefonu, Tukajle je od 9 pa do polnoči, In modra svetloba, predvsem je to telefon, ker je bližje očesa, največkrat tudi nimajo teh filtrov za modro svetlobo, ker pravijo, da je slabša resolucija in smo rekli, modra svetloba preko retinalnih ganglijskih celic direktno suprakezmalno jedro zavira izločanje melatonina in seveda dopoldne bo spal, Kaj bomo rekli takšnemu fantu? Uspavalo? Bomo mu svetovali kaj drugega? Manj telefona. Ja, kdaj pa naj ga da stran? Vsaj par ur pred spanjem, 2 dni. Ja. Zdaj, idealno je 2 uri pred željeno uro uspavanja, kar, verjemite, je pri naših mladostnikih zelo težko. Mi smo lansko leto imeli eno delovno skupino na ameriškem Sleep kongresu in smo potem prišli do tega, da že če je 1 ura pred spanjem, je že bistveno boljš kot nič, ker 2 uri prej jim vzeti telefon je včasih zelo, zelo težko. Okej, jaz bi v bistvu s tem zaključila, pokazala bi vam še par primerov, s čim se ukvarjamo. Nas zanima, rekli smo, spanje je pomembno, moramo spati ponoči, smo cirkadiana bitja, vendar, če pa imamo neke izjemne razmere, če imamo recimo jadralce, ki grejo solo jadranje čez Atlantik, ne morejo spati 8 ur, ker jih bo povozil tanker, jih učimo spati na te kratke power nape. Če imamo recimo kolesarje, ki grejo preko Amerike, ravno tako jih je treba naučiti v bistvu enega kratkega spanja. In drugo, s čimer se tudi ukvarjamo, so pa te vesoljske raziskave za bodočnost, za misije na Mars oziroma te habitate na Luni. To je pa Olimpijski center v Planici, kjer v tem drugem nadstropju lahko simuliramo nadmorsko višino nad 4000 metrov, se pravi hipoksijo, in tukaj tudi preučujemo vpliv hipoksije na spanje, pa predvsem na dihanje v spanju. Za konec bi vas rada samo vprašala, imamo ogromno enih gadgetov, od pametnih ur, pametnih telefonov, ki nam govorimo, a spimo v globokem spanju, REM spanju. Kaj mislite o tem? A to drži? A nam lahko ura pove, če smo v globokem spanju? Po moje za REM spanje, da ne more pokazati. A ni to, da se lahko vidi samo preko EEG valov? Tako, prav. A veste, vse te ure delujejo na principu ali akcelometra, samo gibanje, ali lahko recimo heart rate, kar bi lahko iz srčne frekvence rekli, da kaj je neredna, je lahko več v REM-u, hkrati pa lahko neredna, ko smo budni med spanjem. Absolutno iz vseh teh naprav ne moramo povedati, koliko imamo globokega spanja, koliko imamo REM spanja. To lahko, tako kot ste rekli, določimo samo z
še vedno elektroencefalografijo, se pravi z spremljanjem možganske aktivnosti. Tako da jaz bi s tem zaključila, bi se vam zahvalila za pozornost, da ste zdržali do konca. Če imate kakšno vprašanje, pa z velikim veseljem. Najlepša hvala, Lea. Super je bilo. Jaz mislim, da smo se precej naučili. Jaz sem se zagotovo. Torej, odpiram diskusijo. Ja, jaz bi se ful zahvalila za tole predavanje, zelo poučno in veliko novih informacij, vsaj zame. Bi imela pa eno vprašanje, in sicer ste omenili glede športnih aktivnosti pred spanjem, da niso najbolj zaželene, pa me zanima, koliko časa približno pred spanjem je dobro, da smo, ni dobro, da smo športno aktivni. Ja, zdaj spet je odvisno, kakšna športna aktivnost. Če je to nek pilates, lahko recimo tudi če ob 8 uri zvečer. Če pa je to nek fitness, nek hokej, neko plavanje, pa rečemo nekako po 6 uri zvečer, ne. Seveda govorim, veste, za nekoga, ki ima težave s spanjem. Nekdo, ki bo treniral, ki bo profesionalen športnik, bo seveda recimo pri plavanju imel treninge zelo zgodaj zjutraj, popoldne in lahko še zvečer. In recimo, kot pravi Sara Isakovič, jaz sem bila tako utrujena, da sem padla dol in sem zaspala. Ali kot je rekel Michael Phelps, jaz samo jem, spim in plavam. Če pa imamo težave, potem pa res moramo v bistvu nekako od 6. ure recimo zvečer zmanjšati fizično aktivnost. Kar je včasih zelo težko, ker večino teh vad, vsaj po zimi, je zvečer. Ja, res je. Hvala. Prosim. A to glede telovadbe je predvsem zaradi te povečane temperature ali zaradi kakih drugih mehanizmov? Ja, v glavnem zaradi tega. Hvala. A lahko, mene pa zanima, jaz pa sem med tistimi, ki imam turnuse, sicer ne nočnih, ampak na primer danes sem se zbudila ob 4:30 in jutri bom delala do 11 zvečer. In mene zanima, mogoče če tudi kakšen članek, da bi potem to povzeli tudi za zdravo glavo, tudi za druge, ki imajo take stvari, kaj se lahko naredi, da se vseeno obdrži kolikor toliko eno zdravo spalno higieno. A imate vsak dan različen turnus ali imate na par dni razliko? Vsak dan različen. Ja, in ker jaz delam imamo radio in televizijo, tako da nimamo niti 11 ur med enim turnusom in drugim, tako da imamo včasih, najhujše se mi je zgodilo, da sem končala, ne vem, ob 1:30 in sem začela potem ob 5:15 naslednji turnus. Tako da včasih se mi zgodi, da imam zares zelo malo časa, včasih imamo več, samo je vsak dan različno. Tako da spalna higiena prav ne obstaja, ne vem, kako bi jaz to vzdrževala. Zelo težko, to, da je vsak dan različen urnik, je v bistvu najtežje. Predvsem je pri mladih zelo težko tudi zelo zgodaj začeti, ker mladi ljudje so vedno cirkadiano bolj večerni tipi in je me lažje zvečer ostati buden, ko smo starejši, lažje zjutraj vstanemo. Zato je tudi v bistvu to pravilo, da po 55. letu, včasih je bilo po 50. letu, se ne dela po noči, ker vsi postanejo bolj jutranji tipi. Zdaj, kakšna so pravila? Jaz se zelo trudim uvesti to v našo medicino dela, in sicer smo mi v lanskem letu validirali en vprašalnik jutranjosti in večernosti, zdaj validiramo še Münchenskega, in s tem vprašalnikom se že določi, kakšen cirkadiani tip ste vi. Če ste ekstremen tip, ali večerni ali jutranji, boste zagotovo na dolgi rok imeli težave. Če ste nekje nek sreden tip, potem bodo težave manjše. Če rečeva, zdaj, s čim si pomagati? Uspavala dolgoročno ne bojo pomagala. V Ameriki
je storilnost na prvem mestu in v Ameriki se je zgodilo že pred leti to, da je FDA odobrila stimulatorje budnosti ljudem, ki delajo po noči, zato da so čim bolj storilni v nočni izmeni, hkrati jim dajo uspavala, ko se vrnejo domov iz dela. V Evropi smo do tega zelo zadržani, ker menimo, da na dolgi rok to absolutno ni dobro. Svetujemo recimo, da ko končate, seveda javni prevoz, če se le da ne pride do kakšne prometne nesreče, čim prej spat in če se le da morda tudi v službi namesto malice za kakšno pol ure rajš nekam iti odspat. Hvala lepa. Kaj pa, še eno vprašanje, mene zanima tudi to, ker ste omenjali modro svetlobo. Zdaj promovirajo tudi ta očala za vid ali pa tudi ne, ki nekako zavirajo to modro svetlobo, češ da pomagajo. A je to zares učinkovito ali je to samo mit in nekako zdaj trenutna moda? Ja, mi prav v terapiji uporabljamo ta očala z modro svetlobo, kar pomeni, da jih damo ljudem, recimo, ki delajo v nočnem delu oziroma ki imajo te težave, da si jih nadenejo zjutraj, da jim v bistvu zavrejo izločanje melatonina, zaradi tega, da se lažje prebudijo in da v bistvu boljše funkcionirajo. Tako da, ja, se uporabljajo. Mi jih imamo in jih na recept sicer ne dajemo, ampak jih dajemo pacientom, da poskusijo z njimi, jih več tednov uporabljajo in če jim ustrezajo, potem jih lahko nabavijo. Jaz bi imela še zadnje vprašanje. Kaj pa to, je res ali ni res, da se lahko kompenzira spanje? Naprimer, če jaz sem danes spala 4 ure in bom jutri spala 10 ur, se kompenzira ali tega je bolje ne delati? Glejte, če imate popolnoma neurejen ritem budnosti in spanja in če ste tako deprivirana, da ste včeraj spala 4 ure, potem danes absolutno spite 10 ur, ne se omejevati pri tem. Na dolgi rok je pa tako, da če bi rekli neka kronična deprivacija, ne bomo se potem naspali za nazaj. Podobno kot je bil recimo Randy Gardner, je spal 14 ur, se pravi tistega manjka spanja ni nadoknadil, seveda se je postopno to potem uravnalo. Ravno tako se mi ne moramo naspati na zalogo, da bomo danes, pred nočnim spali dolgo časa ali se, uspavali z uspavalom, da bomo naredili neko zalogo, nažalost to ne gre. Najlepša hvala. Nikaj. Pa mogoče še eno vprašanje. Vmes ste omenila proti koncu, da določene športnike ali v takšnih profesijah, kjer morajo veliko delati v takem času, da naučite spati v kratkem obdobju, torej neki power napsi. Pa me zanima, če lahko malo več poveste o tem, kakšne bi te metode bile in to, ker se mi zdi, da vsaj jaz poslušam, da vsi imajo te popoldanske spance in to, ampak mi še enkrat v življenju ni ratalo zaspati podnevi ali v bilo kakšni situaciji, ki ni idealna ali nočna, ne glede na utrujenost. Pa me zanima, če so kakšne metode, ki tako lahko natreniraš. Zdaj, nekdo, ki po noči spi normalno, ne rabi dnevnega spanja. Se pravi, to rabijo otroci, medtem ko lahko se ponovno pojavi ta ultradiani ritem, se pravi, cirkadiani je v roku 24 ur, ultradiani nekako 4 ure se lahko pojavi pri starejših, ko spijo tudi podnevi. Vendar zdrava odrasla oseba, če po noči spi dovolj dolgo za to, kar njegovo telo oziroma možgani potrebujejo, podnevi ne rabi spanja. Power napi so primerni za tiste, ki imajo neko deprivacijo spanja in predvsem to, da ne morejo spati dlje časa.
pri njih, kako jih lahko treniramo, se pravi, določimo polisomnografsko, koliko so dolgi njihovi cikli. En cikl spanja pomeni, da gremo iz tega plitkega v drugo spanje, globoko spanje in REM in pridemo do konca REM-a. Ponavadi je ta cikl dolg pri zdravem odraslem človeku nekako 60 do 90 minut. In potem to še skrajšujemo in vidimo, koliko lahko to skrajšamo, seveda to tudi polisomnografsko merimo, da ne bo nekega pomembnega pomanjkanja, predvsem REM spanja. Kar se zgodi recimo pri teh ekstremnih športnikih je to, da jadralec sredi oceana zagleda živali na ladji, ki jih seveda ni. To je REM v budnosti. Recimo pokojni Robič je imel občutek, da gre cesta v drugo smer, imel je hude privide. Tudi to je bilo pomanjkanje spanja in v bistvu ta direkten REM v budnosti. Tako da poskušamo skrajšati na toliko, ponavadi gre nekako do pol ure, ampak je zelo individualno, ker imamo različno, kot smo rekli, je to genetsko določeno, koliko imamo dolge cikle in potem skrajšamo na to in potem v bistvu delamo neke take optimalne ritme, na koliko časa power nap, da bomo zadostili tistim minimalnim potrebam za globoko in za REM spanje, da bo človek lahko funkcioniral. Absolutno to ne gre na dolgi rok, to gre za čas neke tekme, to gre za čas takrat, ko je oseba visoko motivirana, dolgoročno ljudje nismo takšni, da bomo spali v kratkih obdobjih. Nismo žirafe, nismo narkoleptiki, se pravi, to je res samo za neko kratko obdobje. Super, hvala. Hvala. Leja, še jaz, če smem. Moje vprašanje bi šlo pa pravzaprav v smer tega, kar poskušamo s celotnim projektom Zdrava glava doseči. Torej, nekako sleherniku pomagati s tistimi informacijami, s katerimi na podlagi znanstvenih spoznanj lahko eventualno svoje življenje tako organizira, da sistem na dolgi rok zagotavlja optimalno zdravje možganov in telesa in duha. In v bistvu, če ne gremo torej zdaj samo razmišljati o takih ekstremnih primerih, tisti nek osnovni nabor nasvetov, ki bi jih dal sleherniku, poleg tega, kar smo že recimo povedali, da ne jesti tik pred spanjem, ne uporabljati ekranov z modro svetlobo tik pred spanjem in napornih, intenzivnih športnih aktivnosti. Danes recimo sem bila v stiku z ljudmi, ki so me, zato ker mislijo, da jaz to vem, pa seveda ne vem nujno in zato sprašujem tebe, vprašali, kaj pravzaprav imajo težave zvečer zaspati. Če so pod stresom, če ne morejo zaspati, kaj je tisto, kar jim lahko res na podlagi znanstvenih spoznanj in svoje strokovne izkušnje svetuješ, da ne poskušajo narediti? Ja, mi smo imeli recimo zdajle v času korone, smo izvajali 2 študiji. Eno študijo smo delali na vseh slovenskih zdravnikih, dobili smo reprezentativen vzorec 12% vseh slovenskih zdravnikov in kar smo ugotovili, da je bilo v času korone zaradi stresa na delovnem mestu, se pravi v prvem mesecu epidemije, zaradi obremenjenosti v službi je bilo ne samo porušeno spanje, hude so bile v bistvu anksioznost, stres se je povečal, napake na delovnem mestu, povečane prometne nesreče. Se pravi, poskušamo nekako ta stres čim bolj zmanjšati, ne ga nositi v spalnico. Po drugi strani smo delali pa drugo študijo med študenti. Delali smo različne univerze v Sloveniji in pri študentih se je pa pojavilo ravno obratno. Študenti pa niso imeli takšnega stresa, so pa popolnoma porušili svoje cirkadiane ritme. Oni so se pa preselili v posteljo doma in so cel dan ležali, delali od doma z računalnikom v postelji,
preko dneva, preko noči, ves čas so se obsevali. In je v bistvu prišlo do te zelo porušenosti, budnosti in spanja. Tako da jaz bi rekla, čim bolj v nekih normalnih okvirih, držati se, ne sicer zdaj tako kot, ne vem, kure, ne spati z nočjo in vstajati z soncem, ampak smo cirkadiana bitja, poskušajmo ne preveč pretentati našega organizma, poskušajmo hoditi spat ob neki čim bolj redni uri, poskušajmo se vzdrževati ta ritem vse dni v tednu, predvsem pri mladostnikih je problem, ko se za vikend zamaknejo in v ponedeljek jasno slabše funkcionirajo. Poskušajmo manj kaditi, poskušajmo ne uporabljati marihuane in pripravkov, kljub temu, da se to pojavlja zdaj v vseh medijih, dolgoročno nam to poruši globoko spanje, spimo slabše, povzroča odvisnost, povzroča psihoze, tako da čim manj teh substanc. In če res ne gre in če si ne moremo pomagati sami, v bistvu te klinični psihologi, te osnovne evidenske tehnike, ki nam bodo pomagale pri uspavanju. Super, hvala. Imam pa še eno drugo, tako malo bolj temeljno raziskovalno vprašanje. Če si slučajno zasledila, iz tega, kar si nam povedala, pravzaprav sledi, da je torej kronična deprivacija spanja škodljiva za zdravje, ampak kaj dosti o teh temeljnih mehanizmih in vzvodih, prek katerih pride pravzaprav do porušenja homeostatskih mehanizmov v bioloških sistemih, pa pravzaprav ne vemo zadosti. Nedavno, mislim, da celo prejšnji teden je izšel en članek, ki v reviji Cell, ki sicer na poskusnih modelih preverja hipotezo, da gre pri kronični deprivaciji za mehanizme, ki so tesno povezani s kopičenjem reaktivnih kisikovih spojin v prebavnem traktu. Zamisli ti to. Zdaj ne govorimo direktno o možganih, ampak v prebavnem traktu, kar je seveda tesno povezano potem tudi z delovanjem organov, in da so torej z antioksidantnim tretmajem pri poskusnih živalih, v tem primeru vinskih mušicah, uspeli preprečiti torej smrtnost pri kroničnem pomanjkanju spanja. Veš ti še morda kaj na temo mehanizmov, prek katerih pomanjkanje spanja pravzaprav okvari delovanje biološkega sistema, nam lahko še kaj o tem poveš? Kaj dosti se tukaj na žalost ne ve. To so bolj študije, ki gledajo deprivacijo spanja in potem model, kaj se zgodi. Da bi pa v bistvu vedeli, kje je vzrok, zakaj se to pri neki osebi zgodi, pa na žalost tega ne vemo. Tudi te dolgoročne študije, da bi zdaj jasno pokazale, da pomanjkanje globokega spanja vodi v demenco, toliko časa še ni preteklo, da bi imeli ta jasen, v bistvu tudi, se pravi, vzročno-posledičen model, ne. So študije, ki že kažejo na v bistvu ta mild cognitive impairment, kaj več od tega pa ne. Tako da to so zaenkrat čisto v bistvu laboratorijske in špekulacije. To, kar si omenila, je izredno pomembno, v bistvu ta mikrobiota, prehrana, prebavni trakt, delovanje na centralno živčevje je zdajle trenutno top tema. To, kar recimo nas zanima, je tudi ta prebavni trakt, povezava z epilepsijo, hkrati z vagusnim stimulatorjem, tudi potem na spanje, tako da to so stvari, s katerimi se zaenkrat raziskovalno ukvarjamo, mislim, da tako čist odgovora pa zaenkrat še nihče nima.